ste eden izmed 15.000 Slovencev, ki letno zbolijo za eno izmed oblik raka in eden izmed 110.000 ljudi, ki so zdravljenjem pričeli pred vami, ste trenutno v negotovosti, strahu, morda tudi zelo sami. Nekateri smo ga preživeli, drugi se šele soočajo z njim, a vsekakor imate srečo v nesreči. Onkološki inštitut Ljubljana je zelo uspešna in zaupanja vredna inštitucija, ki v svetovnem merilu obeta najvišjo verjetnost uspešnega zdravljenja in preživetja. Oprostite, a vas lahko nekaj vprašam? Ja, seveda. A je tukaj glavni vhod za onkološki inštitut? Ja, tukaj levo za kipcem. Hvala. Kar brez skrbi. Ko bo bolezen za tabo, se ti bo odprlo na novo vrednoteno življenje. Ste vi zdravnik? Ja, doktor Primarij Zdravič me veseli. Ne, hecam se. Ampak, če te karkoli zanima, ti rade volje pomagam. Rak pride, govorim ti z lastnih izkušenj. Največkrat nerazumljivo. Je pa povezan v 40% z nezdravim načinom življenja. Torej, pitje alkoholnih pijač, kajenje, stres, tudi sončenje. Vem, ja, sem si prebrala, ampak žal prepozen. Zagorela sem si bila vedno bolj všeč. Ja, Slovenci se preradi nastavljamo soncu. Rekreacija, potovanja so nam blizu. Res je, ker smo precej svetlopolti in modrooki, nam izpostavljanje sončnim žarkom izrazito škodi. Kožni melanom spada pri Slovencih med najpogostejše rake. Z njim vsako leto zboli več kot 600 ljudi. Ta številka pa se vsako leto še poveča. A k sreči ima bolezen relativno dobro prognozo. Preživetje se je v zadnjem obdobju znatno izboljšalo. Danes že več kot 90% bolnikov preživi več kot 5 let po diagnozi. Število umrlih zaradi melanoma pa se manjša. Uspešni smo predvsem zaradi zgodnjega odkrivanja in uspešnega multidisciplinarnega zdravljenja bolezni. Pomembno je tudi, da smo Slovenci med redkimi, ki podatke o bolnikih s kožnim melanomom in njihovem zdravljenju beležimo tudi s pomočjo sistema spremljanja kakovosti v obliki kliničnega registra. Ja, najprej sem mislila, da znamenje nič ne pomeni, ampak pol se je mami zelo prestrašila, pa sem šla do dermatologa. Novo nastala kožna sprememba ali spreminjanje znamenja v velikosti, barvi ali obliki so prvi znaki, zaradi katerih lečeči zdravnik bolnika napoti na pregled k dermatologu. Dermatolog s pomočjo enostavne in neinvazivne metode, imenovane dermatoskopija, oceni, ali bi morda lahko šlo za melanom in je potrebna kirurška odstranitev. Bolniki po odstranjenem melanomu imajo veliko večje tveganje za ponoven pojav melanoma ali druge oblike kožnega raka. Zato je za pravočasno prepoznavo sumljivih kožnih sprememb zelo pomembno redno samopregledovanje kože, visoka zaščita pred soncem in redno spremljanje bolnika pri dermatologu tudi po zaključenem zdravljenju. Zdaj sem prišla na prvo preiskavo na onkološki inštitut, pa me malo strah. Vem, kako se počutiš. Pa veš, kaj te čaka? Ne, sploh ne. Vse to je najhujše. No tako, sum na melanom najprej potrdijo z manjšim kirurškim posegom v lokalni anesteziji. Ki mu potem sledi natančen pregled tkivnih vzorcev pod mikroskopom. Patolog na ta način postavi končno, to je definitivno diagnozo melanoma, in opredeli dodatne napovedne dejavnike iz tkivnih vzorcev. Eden izmed takšnih dejavnikov je na primer debelina melanoma oziroma globina invazije, ki jo merimo na desetinko milimetra natančno. Vsaka desetinka je pomembna in lahko spremeni načrtovano zdravljenje. V vzorcih lahko dokažemo tudi dodatne molekularno-genetske spremembe, ki so osnova za individualno zdravljenje vsakega posameznega pacienta z biološkimi zdravili, če je to potrebno. In če patolog ugotovi, da gre za melanom, te čaka še en kirurški poseg, kjer ti opredelijo stadij tvoje bolezni. Kožni melanom namreč že v zgodnjem poteku bolezni lahko v obliki mikrozasevkov zaseva v regionalne bezgavke. To so tiste, ki bi prve prijele limfo z področja kože, kjer se je sam tumor nahajal.
Mikrozasevke v regionalnih bezgavkah lahko odkrijemo pri približno 20% bolnikov s kožnim melanomom v času odkritja te bolezni. Sam poseg na bezgavkah opravimo kirurgi, onkologi ob pomoči specialista nuklearne medicine in radioloških inženirjev oddelka za nuklearno medicino Onkološkega inštituta Ljubljana. Tako odstranjene bezgavke nato natančno pregleda patolog skupaj z izsečkom kože, kjer se je nahajal sam kožni tumor. Pridobljeni podatki o odstranjenih bezgavkah in primarnem tumorju nam omogočajo skrbno načrtovanje nadaljevanja zdravljenja z namenom preprečitve morebitne ponovitve bolezni. Poleg tega osnovnega diagnostičnega posega na bezgavkah pa kirurgi onkologi operiramo tudi v primeru napredovalnega kožnega melanoma, kadar samo mesto zasevkov to zahteva in bolnikova zmogljivost to dopušča. Ne skrbi. Pred 15 leti sem šel čez vse to. Z operacijo so mi odstranili 3 tumore in me pozdravili. Joj, blagor teb, očitno jim je ratal. Ja, pozdravili so me, ampak znanost in medicina napredujeta. Kar je bilo pred 15 leti, znanstvena fantastika je danes realnost. Ja, prebrala sem tudi, da ti lahko pomagajo z imunoterapijo. Lej, poslušaj. V času prejemanja sistemskega zdravljenja bolnika spremlja osebje oddelka medicinske onkologije na čelu z osebnim internistom onkologom. Ta nudi pomoč pri premagovanju morebitnih stranskih učinkov in drugih nevšečnosti. Celostna obravnava pacienta. Pri bolnikih z zasevki v bezgavkah in tistimi s sistemsko razširjeno boleznijo z zasevki v jetrih, pljučih in drugih organih, lokalni načini zdravljenja, kot sto kirurgija in radioterapija, ne zadostujejo. Vse te bolnike zdravimo s sistemsko terapijo, kamor sodi sodobna imunoterapija in tarčna terapija. Pri odločitvah o sistemskem zdravljenju si skupina vrhunsko usposobljenih internistov onkologov pomaga tudi z biomarkerji. Za dokončno izvedbo zdravljenja pa sodelujejo tudi farmacevti v lekarni s centralno pripravo in onkološko usmerjene, vrhunsko izobražene, diplomirane medicinske sestre v dnevni bolnišnici. Ampak najbolj me je pa strah obsevanj. Obsevanje nekoč in obsevanje danes so kot dan in noč. Pogosto se zgodi, da tudi obsežno kirurško zdravljenje kožnega melanoma ne zadostuje. Takrat poleg sistemskega zdravljenja bolniku ponudimo tudi radioterapijo. Želimo namreč uničiti prav vse celice, ki so morda ostale na mestu kirurškega posega. Pri skrbnem načrtovanju obsevanja zdravnikom radioterapevtom sodeluje tudi skupina vrhunsko usposobljenih strokovnjakov v sodobno opremljenih prostorih, ki z modernimi napravami in sistemi omogočajo učinkovito obsevanje. Moraš vedeti, da si v najboljših rokah in to osebje tu sem spoznal zelo dobro. In tudi, če se rak razširi, če gre na slabše, ni predaje. Zelo pomembno je, da imaš trdno psiho. Ja, to sem pa tudi jaz prebrala, da je v bistvu faktor psihe eden izmed najbolj pomembnih. Ampak baje pa, da ti med zdravljenjem ponujajo tudi psihoonkološko pomoč, prehransko podporo, duhovno oskrbo in fizioterapijo. Vse to drži, ampak tukaj ne smemo pozabiti na požrtvovalne sestre, ki so 24 ur s pacientom in so pravi angeli. Po skrbno načrtovanih smernicah se trudimo za zdravje vsakega bolnika. Obenem pa zdravljenju dodajamo empatijo in vlivamo upanje. Kombinacija strokovnosti in človečnosti daje najboljše rezultate. Takšno zdravljenje ne zagotavlja zgolj samo preživetja, pač pa tudi najvišjo kvaliteto življenja po samem zaključku zdravljenja. Tu notri so res strokovnjaki mednarodnega kova in veliko srečo imamo, da je tak inštitut v Sloveniji. Ja, res mi veliko pomeni vse, kar si povedal, Matjaž, ampak... Ne, nič ampak. Brez dvoma in pogumno. Na tvoji strani je osebje Onkološkega inštituta, ki je zmagovalno naravnano in pozna vse odgovore na tvoje vprašanja. Govorim ti iz lastnih izkušenj. Tu notri sem dobil tekmo svojega življenja. Hvala, Matjaž. Hej, imaš to.